Pred časom ste predstavili že profesionalno 3D kamero, danes v bistvu kamera za domače uporabnike. V čem se razlikujeta ta dva izdelka? Pravzaprav gre za dve enake kamere, razlikujeta se v tem, da ima profesionalna kamera posebej na voljo, je treba imeti studijsko opremo, kjer se slika z miksa in pripravi za 3D. V komercialni kameri je to že vse vgrajeno, tako da praktično je kamera že end-to-end rešitev od snemanja do predvajanja. Kdaj se bo pričela prodaja tega izdelka in kolikšna bo cena? Kamera prihaja na tržišče čez približno 14 dni, maloprodajna cena v Evropi, v Evropski uniji je predvidoma 1400 evrov. Ali bomo lahko v bistvu vsebine posnete na njej gledali tudi na TV sprejemnikih drugih proizvajalcev? Predvajanje vsebine ni omejeno zgolj na Panasonica, gre za snemanje side by side, ki je vsesplošen 3D standard, kar pomeni, da boste lahko iz naše kamere predvajali na kateremkoli televizorju, to se pravi ni omejeno zgolj na Panasonic. Seveda pa, če imate Panasonic televizor, je olajšanje predvajanje, zato ker lahko direkt iz SD kartice predvajate kar na televizorju. Kdaj pa lahko pričakujemo sliko brez teh 3D očal in ali bo tako kvalitetna, kot je z očali? Prav zagotovo kmalu še ne pričakujemo slike, vsaj še kakšne 2 leti ne, v normalni velikosti, recimo zaslona. Slika po tistem, kar zdaj vemo, po tistem, kar se v tem trenutku izkazuje, skoraj zagotovo ne bo enake kakovosti kot z očali. Recimo v tem, da pa smo še vsaj 2 leti stran od nekega kakovostnega ali pa normalno velikega zaslona brez očal. Kako pa so kupci sprejeli v bistvu 3D svet, ko v mislih imam predvsem prodajo televizorjev, Blu-ray predvajalnikov? V tem trenutku lahko rečem, da je prodaja televizorjev 3D odlična, nad pričakovanji. Pri Blu-ray predvajalnikih so ljudje še malce bolj previdni, obstaja malce zadržka, zaradi tega, ker ni dovolj medijev, to se pravi filmov, ampak tudi ta trend se izboljšuje, zdaj so na voljo tudi domači kini, tako da pričakujemo porast tudi v tem segmentu. Skratka, lahko rečem, da smo več kot zadovoljni s prodajo 3D televizorjev, ostali programi pa recimo, da se šele dobro začenjajo prodajati. Vemo, da je problem, ker ni vsebine, ki bi lahko predvajali na 3D plazmi, zato smo pohiteli, predstavili kamero in tako kot pravimo pri Panasonicu, zdaj ste na vrsti vi, uporabniki, se pravi imate kamero, posnamete 3D vsebino in jo predvajate.